manjši dvorani. V veliko čast nam pa je, da je nocoj z nami predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Spoštovani gospod predsednik, vljudno vas vabim k besedi. Spoštovani gospod dekan, gospod rektor, predsednik Državnega sveta, drugi visoki gostje, cenjeni profesori in študenti te in prejšnjih generacij, gospe in gospodje, spoštovani gospod dekan, sprejmite, prosim, iskrene čestitke ob vaši imenitni obletnici, v mojem imenu, v imenu države in kolikor mi položaj predsednika republike to omogoča, v imenu vseh naših ljudi. Svečana akademija. Letos praznujemo 100. obletnico ustanovitve Univerze v Ljubljani. Enako daleč seže nazaj poučevanje strojništva na Slovenskem. V tem času se je zgodilo veliko in spremenilo se je skoraj vse. Malo pred ustanovitvijo se je končala velika vojna. Kmalu je sledila še druga. Slovenci pa smo imeli na to v tem času še osamosvojitveno. V tem obdobju smo pri nas zamenjali vsaj 7 držav in 12 denarnih valut. V Ljubljani, ki je pred 100 leti dobila ne le Slovensko univerzo, marveč tudi Narodno galerijo, Slovensko gledališče, Narodni dom in druge podobne pomembne nacionalne ustanove, so se dotlej govorili 3 jeziki. Zdaj imamo svojega, ki je eden od uradnih jezikov Evropske unije, ki šteje skoraj pol milijarde ljudi. Pred nekaj več kot 100 leti smo dobili avtomobil, letalo in film, le malo prej telefon. Ko je Cankar napisal erotiko, je imela Ljubljana 192 telefonskih priključkov, danes je v Sloveniji več mobilnih telefonov kot ljudi. Od parne kočije smo prišli do pametnega avta. Od vozila, ki ne potrebuje več konja, do takšnega, ki ne potrebuje več človeka. Napredek tehnologije je bil v tem času skokovit, glede na stoletja predtem. A zdi se, da so resnične spremembe še pred nami. Strojništvo vseh teh sprememb ne opazuje, ampak jih, kot je poudaril dekan, ustvarja. Če se radovedni ljudje delijo na tiste, ki veliko vedo, in na one, ki veliko razumejo, sodite inženirji med slednje. Razumete, zakaj letalo leti in kako potuje zvok, razumete, da gre razvoj naprej in da tisti, ki obstane, ostane zadaj. Veste, da se prihodnosti vsled tega ni treba bati. Strojništvo, kot je bilo že rečeno, je domala povsod. Skoraj ni proizvoda, ki pri njem ne bi sodelovala strojniška znanja. Tudi zdravili, hrane ni brez procesne industrije. Strojništvo določa naše počutje, naše udobje, naše življenje. Tiho, ne da nas bi na to posebej opozarjalo, je nepogrešljivo. Svečana akademija. Podobno je z vašo fakulteto.
Pomen njene vloge pri ustanovitvi Univerze v Ljubljani je bil razumljiv. Dotlej so morali študentje strojništva poznani na druge šole in v druge države. V svojem kasnejšem stoletnem delovanju je fakulteta v različnih obdobjih doživljala različno pozornost in naklonjenost in medtem utrjevala svoj pomen. Postala je tako odlična članica Univerze v Ljubljani, da ima zdaj kar 2 projekta Evropskega raziskovalnega sveta in študente, ki zmagujejo na svetovnih tekmovanjih, da pridobiva več sredstev in raziskav od univerze in da se uvršča, kot je bilo že upravičeno poudarjeno, med 200 najboljših strojnih fakultet na vsem svetu. Svečana akademija. Zdi se, da se je v zadnjih 100 letih največ zgodilo in spremenilo prav v študijih, ki jih poučujete na vaši fakulteti. Osebno sodim med ljudi, ki v razvoju novih tehnologij vidijo veliko priložnost za reševanje starih in novih problemov posameznika, naše družbe in celotnega sveta. In sem, tako kot verjetno večina vas, prepričan, da je smiselno pri tem sodelovati, ne le opazovati in ugotavljati, kaj so med tem storili drugi. Težko, domala nemogoče je napovedati, kakšen bo svet čez 100 let. Še kakšen bo čez 10 let, si ne upamo. A danes je doba 100 let doba enega življenja. Otroci, ki se rojevajo danes, bodo doživeli vašo 200-letnico. In nam, vam in njim želim, da bi dotlej tudi za vašimi snovanji, inovacijami in izumi naredili svet, ki bo še boljši od našega. Prosim, sprejmite izraze naše hvaležnosti, potrebujemo vas, zaupamo vam. Hvala lepa. Spoštovani predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, najlepša hvala za vaš nagovor in za ta slovesni večer.